Bodimo ponosni na to zgodovino in to prenašanje izkušenj. Bodimo ponosni, da smo Slovenci znali v svoji zgodovini zavarovati svoj narodni obstoj in da smo ustanovili in zgradili lastno državo. Umetno ustvarjene delitve in obtoževanja odvračajo pozornost od resničnih težav našega časa, pravi Türk. Danes potrebujemo reforme, medgeneracijsko solidarnost in potrebujemo pogum. Dialog in pogum. Pogum za ustvarjalne rešitve in za sporazum je tisto, kar najbolj potrebujemo danes. Bodimo samozavestni, bodimo pogumni, zaupajmo vase, spomnimo se naše slavne preteklosti in verjemimo, smo sposobni iti naprej. Na srečanju ob 70-letnici ustanovitve prvih 4 partizanskih brigad, ki so si za svoj domicil izbrale Belo krajino, je več kot 1000 zbranih nagovoril tudi 90-letni Miha Aleks Butara, ki je obudil spomin na čas narodno-osvobodilne borbe in ob glasnem ploskanju zbranih odločno poudaril. Naj bo vsem za vekoma jasno, da je edina in zmagovita slovenska vojska delujoča v sestavi zavezniške koalicije bila in je na Slovenskem samo zmagovita slovenska partizanska vojska. Še pred začetkom slovesnosti v Jurjevanski Dragi so se predsednik države dr. Danilo Türk, predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote NOB in občine Črnomelj ter namestnik ruskega vojnega atašeja poklonili spominju 1250 padlim borcem in žrtvam fašizma iz Bele krajine.